Potem pa bi jaz šel na predavanje 1 nazaj in bi vam pokazal označevanje. Označevanje je nekaj izredno pomembnega, kar se zgodi v Photoshopu. Se pravi, nikoli, oziroma zelo redko kdaj, želimo delati na celotnem dokumentu. In v tisti točki je treba zdaj definirati. Jaz želim narediti nekaj samo tukaj. In tukaj pride zdaj označevanje v poštev. Zdaj, imamo kar nekaj orodij za označevanje, pa jaz predlagam, da kar počasi spoznavamo vsakega posebej, potem bomo pa prišli do vaje, kjer boste mogli to potem v praksi uporabiti. In sicer, zdaj prvo izmed teh orodij je Marquee Tool. Torej, za črko M lahko pridemo do njega, to je tale kvadratek tukajle. M, samo M. Vsa orodja, do vseh teh orodij lahko pridete samo direktno s črko. Če greste z miško čez, lahko tudi vidite, katera črka je za posamezno orodje noter. Torej, Marquee kot prvo orodje, preprosto kjerkoli znotraj dokumenta kliknem in potegnem in v trenutku, ko spustim, imam označen kvadrat. To je vse, kar je Marquee Tool. Torej, imam pravokotnik, oziroma, če bi želeli, lahko z miško držim nekaj sekund na tejle ikonci. Lahko recimo tudi vidite, na posameznih, oziroma celo mislim, da večina razen tehle, pod posamezno ikono se skriva še več nekih sekundarnih orodij. V primeru recimo Marquee Toola, če držite z miškino tipko nekaj sekund gor, lahko recimo pridete do elipse, se pravi enako kot to, ampak da je stvar eliptična. Pa se kar vrnemo nazaj na navadnega pravokotnika. In zdaj bi vam rad pokazal tele 4 gumbe, ki so v tej kontekstualni vrstici. Se pravi, to je nekaj, kar je zelo fajn, da si zapomnite, vsaj kar se tiče konteksta, kar se tiče logike tega označevanja. Torej, prva ikonca, ki je navadno označevanje. Vsakič, ko bom jaz, se pravi, izberem to, vsakič, ko bom jaz v dokumentu označil, bo on naredil novo označbo. Nič novega, povsem logično. Če izberem drugo ikonco po vrsti, lahko tudi vidimo po samem izgledu, da bo on poskušal prišteti prejšnjo označbo z novo označbo. Torej, jaz imam zdaj aktivno označbo tukaj in bom zdaj prištel še eno dodatno, se pravi, sem zdaj povlekel in ko bom spustil, se bo označba spremenila in bo seštela oba kvadrata skupaj. Takole, Torej, imam aktivno drugo ikonico po vrsti, boolean operacijo, da prišteje eno označbo k drugi in zdaj imam eno veliko kombinacijo. Ja? Tretja ikonca po vrsti je odznačevanje, torej subtraction. On bo od trenutne aktivne selekcije odštel to, kar bom zdaj naredil. Torej, zdaj, v trenutku, ko bom spustil, ta je nova, to je stara. Se pravi, on bo odštel tale delček in mi bo pustil samo še to in to. V trenutku, ko spustim, evo, se pravi, od trenutne selekcije je odštel mojo novo selekcijo, to je tretji gumbek po vrsti.
In če gremo še na zadnjega po vrsti, to je pa tako imenovano ne prepletanje, ampak kje se križajo. Ne? Torej, kako? Center množice, odlično, dobro, evo, no, množice, dobro. Unija, ja, ok. Dobro, mislim, presečišče, ne, ali intersection, dobro, ne. Se pravi, če jaz zdaj recimo naredim tukaj eno označbo, bo rezultat, ki se bo zgodil na koncu, samo tisti, kjer se obe selekciji prekrižata, torej, kjer se ta in nova prekrižata in rezultat bo samo tole, ne? Samo tale majhen kvadrat in če spustim, ne, je rezultat samo ta majhen kvadratek. Vsa orodja za selekcijo bodo delovala enako z temi 4 komandami, ne? Se pravi, vedno lahko označimo majhen košček in potem dodajamo, ne? Oziroma označimo ogromen kos in potem odvzemamo neke detajle. Tako da ni treba nikoli narediti kompleksne selekcije na začetku, lahko naredimo nekaj približno, ne? In potem izboljšujemo s časoma, se pravi, odvzemamo in dodajamo. Torej, prvo orodje, ki smo ga spoznali, je Marquee Tool za črko M. Drugo orodje po vrsti je lasso oziroma zanka, ki jo dobimo za črko L. Lasso. No, odlično, še dobro, da si tukaj. Ne? Se pravi, zanka je v bistvu, dajte samo preveriti, lepo prosim, da imate ta prvo zanko po vrsti. Se pravi, če držite z miškino tipko tukaj, da izberete ta prvo in ne poligonsko zanko. Poligonska zanka pride čez 2 sekundi. Torej, jaz imam izbrano zanko in zdaj preprosto kliknem in začnem risati po dokumentu. Risati po dokumentu z miško na zidu ni ravno najbolj enostavno, ampak mi je uspelo kolikor toliko, ja, hvala, ne. Torej, ne, preprosto sem kliknil in začel risati okoli neke stvari in v trenutku, ko sem spustil, je on zaključil in naredil to kot selekcijo. Torej, kadarkoli lahko jaz kliknem, zdaj imam spet aktivno, ne, pozor, spet imamo te 4, čeprav če zdaj začnem risati, bo on naredil novo selekcijo, ne, bo pustil, mislim, ono bo stran vrgel in to je zdaj nova selekcija. Če bi jaz želel seštevati, ne, lahko zdaj recimo grem okoli piva in bo to približno, evo, ne, bosta zdaj obe dve skupaj, ne. In če bi zdaj želel recimo odšteti, to spet enako lahko bom tole zdaj označil in odštel, se pravi, imam samo še pivo. Še posebej z miško je izredno težko delati z zanko, tako da je fajn, mislim, že tako, no, če imate nekaj 10 evrov za investirati, se vam splača kakšno tablico vzeti za tega, ker je delo v Photoshopu toliko lažje s tablico. Ne rabite iti par 100 evrov v investicijo, mislim, že za 50 evrov dobite zelo kvalitetne zadevščine, toliko da pač, mislim, itak vam lahko zamenja z miško, ampak v Photoshopu je, sicer ne bomo prišli do tega v naših 15 urah, no, ampak lahko recimo čopič, ne vem, barvo čopiča ali pa širino čopiča ali pa intenziteto čopiča na pritisk lahko večati, ne, tako, ne, se pravi, kadarkoli močnej pritisnete, bo čopič, ne vem, druge barve, ali pa bo širši, ali pa bo večji, ali pa bo močnejši, ne, tako da dosti kvalitetnejše lahko delate. No, ampak, da se vrnemo zdaj nazaj na selekcije, dajmo izbrati ta drugo Polygonal Lasso Tool.
Pa dajmo še nekaj spoznati zdaj. Se pravi, jaz imam zdaj aktivno selekcijo. In če želim zdaj te selekcije se znebiti, imam možnost najenostavnejše iti v meni Select in izbrati Deselect oziroma Ctrl D je nekaj, kar je kar fajn, da si zapomnite, zato ker vsakič pri selekciji, če jo želite skiniti, Ctrl D dosti hitreje, kot da začnete iskati po meniju. Enako kot če bi imeli recimo nekaj datotek izbranih, pa bi hoteli izbrati vse datoteke, lahko tudi tukaj, če bi šli Select pa All, bo označil cel dokument. Se pravi, jaz bom šel zdaj Select pa Deselect, tako da mi skini. Kako? Ja, mislim, da je tudi možno. Se pravi, če bi zdaj jaz označil nekaj, mislim, da je tudi z desno miško. Ja, evo, hvala. Kar vam je lažje. V Photoshopu je kar nekaj načinov, da pridete do iste stvari in ni pravilne metode, je samo metoda, ki je vam najbolj simpel. Meni je recimo, ne vem, da nekaj teh osnovnih komand znam na tipkovnici 1000krat hitreje, kot da bi začel nekaj iskati po menijih ali pa po ikonah ali pa po nekih desnih klikih. Še posebej, če bi prišli do kakšne bolj kompleksne aplikacije, ne vem, Majo se spomnim, recimo, če imate Majo z desnim klikom oziroma z presledkom, je približno tak meni, kot je tale cel zaslon. Tako da, dosti bolj logično je pač, da imate nek muscle memory v roki, toliko, da prijete do vseh teh komand. Torej, Select pa Deselect oziroma Ctrl D, da pridemo do tega. Pa zdaj izberite poligonsko zanko. Ja? In poligonska zanka dela malenkost drugače. In sicer tako, da najprej kliknem enkrat in zdaj je zanka aktivna. In kamorkoli se postavim, zdaj definiram jaz prvo daljico. Kliknem še enkrat, kliknem še enkrat, kliknem še enkrat, še enkrat, še enkrat, še enkrat, dokler ne pridem do začetne točke. V trenutku, ko pridem do začetne točke, boste videli, da se ikona kurzorja spremeni, da je ta zanka z enim takim dodatnim krogcem noter. In v trenutku, ko kliknem na to začetno točko, se bo zdaj ta zanka aktivirala in imamo selekcijo. Če se slučajno zgodi sledeče, da imate poklikano in zdaj, shit, kaj pa zdaj, ne vem, da imate aktivno zanko, preprosto escape pritisnite in bo zanka se vrnila nazaj, se pravi, lahko spet začnem normalno klikati. Zdaj pa jaz predlagam tako, da dajmo označiti tole črko A s poligonsko zanko, zato ker A nima, vsaj tale črka, nobene krivulje, torej lahko začnemo na enem izmed robov. Lahko potem to tudi premaknem? Kako? Lahko recimo naredite zdaj tako kot jaz, da si malo pozumirate noter. Ctrl plus, escape. Ti imaš pa magnetno zanko. Najprej escape pritisnem, da greš ven, tako, ja. Zdaj pa izberite drugo po vrsti, se pravi poligonsko zanko. Ja? Top, bravo. Zdaj samo escape pritisnem, tako da te vrne nazaj. Zgori levo, čist zgori levo. Čist zgori levo, imaš tipko escape, escape. Evo, to je to. Dej čist črko A noter, čist po robovih prejti. Ja. Po robovih črke A.
Pa, veš kaj, poligonsko zanko si izber, zdaj imaš magnetno zanko. Kaj si izber? Pridemo še do tega, v easy, preskakuješ, dober. Še to not, ne? Ok, tlele ste že malo prehitri, lepo, super. Ja, glih to sem želel izpostaviti, ne. Se pravi, najprej imamo zdaj izbor, imamo črko A, ne. Pa grem jaz zdaj klikati po tej črki, tako da dobim obris te črke, ampak, ne, prišli bomo do ene težavice, ne, pri tej črki. V trenutku, ko jaz zdaj naredim tale obris, je on zdaj označil preveč, ne? In sicer mi je označil tudi tole. Kako zdaj odštejemo tole? A ni druga ikona, kako še Je tretja ikona, ne? Tako. Se pravi, odštejemo. Vzamemo tretjo ikono po vrsti, torej subtraction in trikrat kliknem, da pridem do tega, ne? Torej, zdaj je bila prva selekcija, večja selekcija in to je bila negativna selekcija. In če bi zdaj želeli, lahko na primer gremo v meni Edit, pa izberemo Fill, torej Edit pa Fill. Ja, kaj če ne daš me pritisniti. Čakaj, nekaj aktivno. Aha, po nekem ključu imaš tole za... Ne, čakaj, Edit. Aha, evo, ja. Okay. Edit pa Fill. Samo en korak nazaj, če si izgubila selekcijo, ne? Ja, nekaj sem že nekaj izbris, ker sem že naredila to. Mislim, če po pomoti izgubiš selekcijo, lahko vedno za undojem dobiš nazaj, ne? Ja, jaz sem dala ta default, ja. Ok, se pravi, zdaj znotraj Edit pa Fill lahko zdaj napolnimo to našo selekcijo z eno barvo, naprimer, ne? Jaz imam zdaj recimo izbrano sprednjo barvo in imam izbrano zadnjo barvo. In tukaj lahko zdaj mi rečemo, ok, ne, napolni mi to za sprednjo barvo, za zadnjo barvo, s črno, s sivo, z belo, do tega bomo pa še prišli. To je pa še malo bolj, ne? Kako smo prišli do tega? Edit pa Fill. Lepo pa sem samo klikal sem. Ja, pa da zdaj. Najprej moraš še odšteti tole. Ja? Da samo sem le klikal, prosim. Pa da Edit pa Fill. Zgleda, da sem napačno datoteko dal z dvemi plastmi. Tako da je treba, če slučajno ne dela, dajte sam klikati na tole plast stav. No, skratka, Edit pa Fill in si zdaj izberemo ali sprednjo ali pa zadnjo barvo in v trenutku, ko kliknemo OK, ne, je zdaj napolnil foreground ali pa background color. Se pravi, to je tvoj foreground color in bela je tvoj background color. Ne, in si zdaj lahko izbereš, a hočeš za sprednjo ali pa... Zdaj imaš tale odprt dialog, zdaj ga moraš najprej skenslati. Aha, in najprej spremeniti lahko, tako, ne? Ja, ne? Lahko pa izbereš tam color, ne? Če greš zdaj na tale spustni meni, pa daš tle color, ja? Zdaj pa ti da celo možnost specifične barve, ne? Torej, ne? Znotraj te selekcije, kadarkoli imamo mi odprto in aktivno selekcijo, lahko zdaj mi delamo izključno po tem, ne? Če bi zdaj recimo jaz želel barvati, ne? Če bi vzel čopič s črko B, ne? Torej čopič je tukaj in bi jaz zdaj začel barvati. Ne? Tako, ne? Samo tisti del, kjer je to izbrano. Torej selekcija
nam omogoča, da se osredotočimo na neko določeno točko oziroma da na tej točki lahko potem to recimo vzamemo pa damo na svojo plast. Ampak za uporabiti čopič mora zmeraj prej označiti. Ne rabiš označiti, ne. Zdaj, edina stvar, zdaj jaz recimo nimam nič označeno, ne. Jaz lahko normalno rišem s čopičem, ampak zdaj rišem povsem, ne, povsem kar je, ne. Medtem, ko zdaj, prej, ko sem označil, nisem mogel risati po vsem ostalem, zaradi tega, ker je samo tista selekcija bila aktivna, ne. Pa pejmo zdaj samo nekaj korakov nazaj, vsaj v mojem primeru, tako da zgubim jaz moje krace. Lahko greš edit pa step backward, lahko... Kako? Jaz sem zdaj čopič vklopil, Ja? ne? Ja? Kako da zdaj dam to? To vse v redu, samo stran klikam. Kaj, escape? Samo stran klikam, pa bo šlo to preč. To je pač... Ja, meni je zdaj, ker sem levo klikal, to desno. Ja? 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 Če klikam to, pride Ja? to. Ja? Meni sem hotel, da pride one, da grem vija. Mislim, da dam to... Aha, ja, zdaj, ne, prej, ko smo imeli selekcijo izbrano, ne, pa smo desno kliknili, gospodič, ne, pa smo desno kliknili, pa smo dobili deselect, ne. Znotraj čopiča je seveda desni klik neke druge stvari, ne, se pravi desni klik, enako kot recimo tukaj le zgori, so kontekstualne možnosti, se pravi so možnosti glede na izbiro orodja, ne. Torej, ne moramo zdaj za čopičem desno klikniti pa dati deselect, zato ker tega orodja ni. Samo znotraj orodij za označevanje imaš to možnost deselect, oziroma še v tem primeru. Še na ta object deselecta, ne? Meni vedno izdeleš. Kaj? Pač, probala sem in to. Kaj točno pa želiš narediti? Je to, kar vi. Povej mi točno, kaj želiš narediti. Zdaj, da se vrneš iz tega, samo escape pritisni. Evo. Ja? Pač, evo, zdaj grem nazaj, nazaj. In sem izbrala. Ja? To vse. Zdaj pa greš select pa deselect. Tako. Ja. Pa smo zgubili, ne? Ne, jaz bi rada to naredila, kar ste vi v nas zbrali. A ja, zdaj pa pejte edit pa step forward. Oziroma ne morava, ok, tako, se pravi zdaj je to, ok, zdaj greva pa edit pa fill. Ja. Pa zdaj izbereva, aha, daj samo mode scancelit, normal daj, to si imela izbrano, evo. Ampak zakaj pa izreže? Zaradi tega, ker imaš orodje za premikanje izbrano. Do tega bomo sicer še prišli, ne, ampak ti zdaj fizično premikaš to po namizju. Ok, tukaj imamo že dodatne stvari, v redu. Ok, no, se pravi, poligonska zanka nam omogoča, da lahko preprosto samo klikamo po določeni stvari in jo enostavnejše izberemo, še posebej, če imamo nekaj neuporabnega kot je miška, je to kar ok. Zdaj pa imamo še eno zadevščino in sicer tukajle imamo spodaj dve različni možnosti. Pa dajmo najprej izbrati Magic Wand Tool. In sicer, ne, če bi jaz zdaj želel recimo izbrati tole zeleno površino poleg A-ja, je zdaj nastal en problem, ne. Torej, če bi hotel to izbrati z marquee orodjem, ne, bi sicer to izbral, ampak ok, zdaj moram pa jaz odstraniti najprej ta A, potem moram pa odstraniti še tukajle, kjer gre trava čez in potem moram odstraniti še tukajle, ko gre čez lubenica. Zdaj, za uporabo Magic Wanda je to malenkost enostavnejše, preprosto samo kliknem in on bo izbral v bistvu to barvo. Če je barva enotna, bo izbral takoj celotno barvo
ni izbral lubenice in ni izbral trave. Ne? Kaj ni prav, ne? Okay? Ne, zdaj moram klikniti. Zdaj imaš ti izbrano tole. Ne? To se mislim opazil. Zdaj pa imamo en hec. Ne? Tale barva, tale zelena barva, sicer je zdaj izbrana, ampak je izbrana ne tukajle. Ne? Torej, notranji del A-ja ni izbran v tem trenutku in zdaj imamo dve možnosti. Ne? Lahko bi, tako kot smo se prej naučili, recimo izbrali tole, se pravi, da bi dodali še eno selekcijo in kliknili tukaj noter. Potem imamo pa še eno možnost in sicer znotraj Magic Wanda imamo tole možnost, Contiguous. Kaj to pomeni? Če je Contiguous vklopljeno, bo on iskal po tej barvi, dokler se bo barva nadaljevala, dokler bo barva šla, bo on izbiral. Ne? V primeru, ko ga nekaj blokira, tako kot je tale črka, on ne bo videl več tele barve, čeprav je ta barva ista. Če jaz skencelam Contiguous, pa bom šel zdaj select, pa deselect, tako da zgubim spet vse. Če zdaj kliknem, je izbral to barvo povsod po dokumentu. Tako, ne? Se pravi, on je izbral to barvo povsod, kjer jo je najdel. Ne? Še malo tukaj, pa še malo tukaj, preveč. Ne, zdaj tako je. Ne? Imaš možnost tukajle toleranca. Toleranca je številka, koliko bo on odstopal od te barve, ki jo je tlele not najdel, koliko zelo veliko bo šel naprej. Ne? In zdaj 42 je v mojem primeru absolutno preveč in če grem zdaj recimo tole spremeniti na nič, pa poglejmo, kaj se zgodi. Ne? Izbral sem nič in sem enkrat kliknil in je zdaj izbral izključno to zeleno barvo in nič ostalega. Se pravi, mislim, da je pustil pri miru in tale del lubenice, ki ni fajn za jest, in tole travo. Ne? Torej, izbral je izključno to zeleno barvo. Pa pojdimo zdaj select pa deselect, pa izberemo še ta zadnjo orodje, Quick Selection Tool. Quick Selection Tool je eno izmed tako imenovanih kao pametnih orodij v Photoshopu. Se pravi, mi imamo možnost preprosto začeti risati po nekem dokumentu oziroma po neki obliki, ki jo želimo izbrati in potem držati pesti, da bo Photoshop to izbral. V mojem primeru, zato ker je tukaj zelo enobarvno ozadje, bo to zelo fajn izpadlo. Pa dajmo to narediti na tejle figi. Jaz bom preprosto začel risati po tej figi, držim in sem potegnil in na tej točki je izbral skoraj celotno figo. Ne? Minus tale zgornji del, pa bom še jaz, no tako malo, da je tudi meni vse, no. Torej, Quick Selection, ja, super. 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 Najprej pejdi za select pa deselect, tako da zgubiš to selekcijo. Sam se zdaj potegnem. Na figo. Zdaj pa samo poriši po figi. Ne, kar po sredini fige kar malo potegnem, da bo. Zato, ker tukaj je v bistvu point, da ti začneš na neki točki in potem začneš risati. Ne, in potem bo on kolikor toliko v redu bo, dajva tole sem mičkem pomanjšati, kolikor toliko v redu bo on poskusil, ne, recimo, ne, ja, evo, ne, kolikor toliko okej. Ja, super. Super. Evo.
Quick selection dela ali pa ne dela. To boste zelo hitro videli, če ne boste imeli zelo enostavnega ozadja, kot je to, ni šans. Ne? Če bo fotografija. Recimo, mislim, če je kompleksno ozadje, če bi recimo jaz vas fotko, pa bi vas hotel s quick selection ven vzeti, ni šans. Medtem ko recimo, ne vem, če se izklop tole projekcijo, pa recimo hočete mene ven vzeti, dosti lažje. Ne? Čeprav bi bila že senčka mal problem, ampak ne, dosti bolj enostavno, zato ker je to enobarvno ozadje, vsaj ne zdaj, no, ampak če bi izklopili projekcijo, bi bilo to enobarvno ozadje in bi bilo 1000krat enostavnejše to narediti. In zdaj lepo prosim, dajte vzeti vajo 102. In pa zdaj naloga pri vaji 102 je, da izberete pri vsakem tem objektu to zeleno površino, torej to in to, in potem pobarvate. Torej najprej dajmo enega skupaj, torej jaz bom izbral najprej Marquee Tool, bom šel v prvega, označil kvadratek, ga spustil, zdaj bom pa šel v Edit, Fill in napolnil z eno barvo. Ja? In zdaj dajte vi vse ostale. Zdaj po želji delamo, ne? Točno tako. Malenkost so stvari otežene, tako da ne morete kar z Magic Wandom poklikati vse. Kaj? No kaj je moja? Ne se tepst z računalnikom, on ni nič kriv. Ja? Jaz sem s tem tle obkrožila, Ja. kolor in mi ga je... Zato, ker poglej, katero od teh 4 ikon imaš izbrano. A ja, Ne? sam Ti imaš izbral. Zato, ker si šla na novo orodje, je imel on to shranjeno. Ne? A ja, že odprem? Ja. Tako na poštica pri ilustratorju. Ja, zdaj mimo grede, no, zdaj glede na to, da smo na računalnikih, na katerih delajo še ostali, lahko naredimo sledeče. Na katerim koli od teh orodij lahko desno kliknem tukajle, se pravi, ko izberemo orodje, desno kliknem na ta prvo ikonco v kontekstualni vrstici in tukaj izberem Reset Tool oziroma Reset All Tools. To bo vse nastavitve za ta posamezna orodja vrnilo na začetno stopnjo, tako kot da bi Photoshop sveže inštalirali. Ne? Kako grem tudi on dolžen za nazaj tle? Ctrl Z, tle pa lahko Ctrl Z. Torej pa prvo vse označiti. Ctrl Z, ne, pa Escape, če ne bo šlo. Ne. Ampak te ti bo malenkost lažje z markijem delati. Na zdravje. Ja, manj cajta bi porabila. Mislim, zato ker ta prve 4, dajte ta prve 4 probati z markijem narediti. No. Samo zaradi tega, ker vključujejo zdaj to razmišljanje, da seštevate, odštevate in tako dalje. Ne. Ja, kaj pa, drugo pa je za ta Magic, ne mislim, se poligon laso. Kako? Drugega pa z lasom naredimo. Kako? Za običnim lasotom ne rabiš nobenega, tisto IM črki lahko recimo za poligonal laso potem spodnega, ne? Se pravi tega, ne? Recimo. Drugega se že odvijela.
zbrišem. Kaj točno želiš narediti? To. Kako zbrišem to? Brisati zdaj ti ne moreš na tem dokumentu, zato ker nimaš to ločeno na plasti, ne? Tako da moraš iti korak nazaj. Step backward ali pa če si odpreš recimo history panel, tako da boš imela Kdor še ni ta zadnje, dajte razmisliti, zakaj sem jaz, bo Valentina povedala, zakaj sem dal tle črno. To je zato, da vam pomaga. Samo pri tej nalogi je črno ozadje pri listkih, kdor še ni. Ne? Se pravi, zakaj je samo pri tej črno ozadje? Ene barve. Tako da se da selektati vse in bolj Ja, tako. Ne, se pravi, najprej izberi črno barvo. Ne? Najprej izberemo črno barvo in potem bomo v bistvu obrnili to. Ne? Torej, bom šel jaz še enkrat od začetka, vzamem Magic Wand in kliknem na to črno površino. Ne? Zato, ker je to zdaj ena barva, mi je izbralo vso črno površino, zdaj pa želim jaz to obrniti. Ne? Torej, lahko bi desno kliknil, pa bi dobil zdaj tukaj Select Inverse. Lahko gremo v meni zgoraj, v meni Select in potem dam tukaj Inverse. Ne? Nismo še prišli do rešitve, zaradi tega, ker zdaj imamo obratno. Ne? Torej, če bi jaz zdaj želel recimo napolniti to z mojo sprednjo barvo, se zdaj zgodi to. Ne? Zato, ker je on izbral vse, kar ni črna površina. Kar pomeni, da je izbral tudi to, česar nočem. Ne? In zdaj, pojdimo en korak nazaj, ne? Kako bi zdaj mi to lahko rešili? Odštejemo nekaj ali? Ampak ja, tiste tam še ena možnost, ali odštejemo, ali pa naredimo presečišče. Ne? Torej, ali odštejemo za tretjo, ali pa za četrto. Če bi želel odšteti, tako kot je bil prvi predlog, ne, sem zdaj jaz vzel prvo, se pravi tretjo ikonco in preprosto začnem odštevati od tega, ne, opsala, sem pa zgubil tole, se pravi začnem odštevati od tega, no, zdaj pa še ta pravo orodje izberem, pa bo potem v redu, evo, se pravi Undo Magic Wand. Torej, imam marquee izbran, imam izbrano tretjo ikonco po vrsti in zdaj začnem odštevati. Ne? Torej, tega ne želim, tega ne želim, tega spodaj ne želim in pa tega na desni strani tudi ne želim. Rezultat so samo listki. Zdaj pa, če grem jaz par korakov nazaj, se pravi edit, step backward, step backward, step backward, spet smo na isti poziciji. Vse, kar ni črno, je zdaj izbrano. In zdaj pa lahko izberem presečišče, torej četrto ikonco po vrsti, ne? In zdaj, kaj bo naredil? Ne? Če jaz zdaj tukaj znotraj te črne, ta črna zdaj ni izbrana in če znotraj te črne jaz potegnem presečišče, bo on kombiniral, ne? Označil bo samo tisto, kar je v tem kvadratu in kar je trenutno izbrano. Ne? In v tem kvadratu je trenutno izbrano samo listje. In v trenutku, ko bom spustil, bom zdaj samo še listke. Ne? Malenkost hitrejši način, ne? Se pravi dva načina razmišljanja, da spet pridemo do iste rešitve. Ne? Torej, da smo prišli do listkov in zdaj jih lahko napolnimo za barvo in imamo nalogo rešeno.